Spoštovani obiskovalci, dober dan, lepo pozdravljeni na pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma. Lepo vas pozdravljam v imenu založbe Družina na eni od naših osrednjih dogodkov letošnjega sejma na podelitvi naše lastne hišne literarne nagrade s častitljivim naslovom Svetlobnica. Na razpis založbe Družina za še neobjavljena dela v slovenskem jeziku, ki zajemajo področje romanopisja, poezije, dramatike in literarne eseistike, je letos v roku prispelo 19 besedil, ki jih je pregledala strokovna komisija v sestavi Jože Horvat, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, dr. Brane Senegačnik, Manica Ferenc, Tone Rode in David Ahačič. Omenjena komisija je na seji 14. novembra letos sprejela sklep, da za nagrado nominira 3 prispela dela, in sicer roman Štejem čudeže, ki je bil označen šifro PS 37,5, roman Pismo Filemonu, ki je bil označen šifro Pismo Filemonu, in pesniško zbirko Asimptote, ki je bila označena šifro Felikej Risan. In današnji dogodek je v prvem koraku namenjen temu, da pogledamo, kdo se skriva za temi šiframi, kdo so torej nominiranci za letošnjo nagrado Svetlobnica. Dovolite torej, da med nami pozdravim vse 3 nominirance. Na moji levi najprej gospa Tanja Selan, šifra PS 37,5 in njeno delo nosi naslov Štejem čudeže. Dobar, pozdravljeni. Levo od gospe Selan sedi gospa Lucija Mirkac, njena šifra je bila Felikej Risan, avtorica pesniške zbirke Asimptote. Dobrodošli. In v sredini sedi še 3. nominiranec, to je gospod Vinko Ošlak, njegova šifra je bila Pismo Filemonu, prav tak pa tudi naslov njegovega romanesknega prijavljenega dela. Kot veste, založba Družina bo nagrajeno delo, katero izmed 3 nominiranih je nagrajeno, boste izvedeli v naslednjih minutah, bo izdala v knjižnem programu prihodnje leto, zmagovalec pa bo prejel tudi finančno nagrado v vrednosti 6.000 evrov bruto. Na mizi si lahko ogledate tudi naslovnice knjig, ki so doslej prejele nagrado Svetlobnica, to so bile, naj jih vsaj kratko omenim, Krik brez odmeva leta 2015, Bližina daljave leto kasneje, mladinski roman Orientiraj se po soncu iz leta 2018, zbirka esejev z naslovom Pejsaži iz leta 2020 in roman Begunka, ki je bil zadnji, prejel nagrado v lanskem letu. Lepo pozdravljam na omizju tudi še 2 predstavnika komisije, tudi predstavnika založbe Družina, Manico Ferenc in direktorja Toneta Rodeta, ki mu najprej predajam besedo in ga povabim, da na kratko predstavi samo nagrado Svetlobnica in namen, zakaj založba podeljuje to nagrado. Hvala lepa. Ja, pred že skoraj desetletjem smo rekli pri založbi, kako bi lahko podprli slovensko literaturo na, bi rekel, čisto osnoven način, od spodaj navzgor, ne? Kako bi promovirali dejansko več kakovostnega slovenskega pisanja. Najprej smo Svetlobnico zasnovali kot nagrado za prozno delo, kasneje smo pa to zadevo razširili tudi na področje vseh ostalih različnih pisateljskih in pesniških zvrsti. Tako je ta, bi rekel, nagrada počasi se razvijala. Najprej moramo reči, da je trajalo, če smo čisti iskreni, da se je nekako prijela in da so ljudje razumeli, da tukaj gre za res, da to ni pač ena muha, enodnevnica založbe, ki je 10 let nazaj mogoče pomislila, da bi pa ja le imela mogoče kaj več slovenskih avtorjev v svojem naboru. Z leti pa je zrasla v to, kar danes uživamo, torej jaz mislim, da 19 prispelih naslovov je absolutno uspeh že ustaljene zbirke, ki se je v prostoru naselila in tudi dobila svoje stalno mesto s kakovostnimi naslovi, ki so bili že omenjeni, in upamo, da bomo to poslanstvo nadaljevali še v prihodnje, ker le na tak način dejansko odkrivamo obraze, dobre avtorje, kot ste to vi. Seveda vedno tudi kakšno znano osebnost,
jo imamo tudi tokrat v naši sredi, ampak veseli smo tega širokega pristopa do vsakogar, ki piše, do vsakogar, ki ljubi slovensko besedo. In to je naše najgloblje poslanstvo, za katerega smo res veseli in kateremu smo zavezani. Hvala lepa. No, današnja prireditev bo oblikovana tako, da bomo najprej slišali obrazložitev strokovne komisije za vsako od nominiranih del, potem pa bomo povabili k besedi vse tri avtorje, da bodo sami predstavili genezo nastajanja njihovih del, odločitev, zakaj so se prijavili za sodelovanje na literarnem natečaju in jih povabili, da tudi sami po lastni izbiri preberejo en krajši odlomek iz nominiranega dela. Naključni vrstni red je, tako kot smo vsi člani komisije tudi po naključnem vrstnem redu posegali po vseh 19 delih in jih prebirali v nedoločenem vrstnem redu. Naj poudarim, natečaj je seveda anonimen in do zadnjega nismo vedeli, kdo so avtorji posameznih prispevkov. In tako po tem ključu bo prvo delo, ki ga bomo predstavili, delo Tanje Selan z naslovom Štejem čudeže. Prosim, gospod Ferenc, če nam najprej prebere obrazložitev komisije. Tanja Selan, Štejem čudeže. Izvrstna dela za mladino so tista, v katerih avtorji na mlade ne gledajo s pokroviteljske odrasle perspektive, ampak pišejo o mladih za mlade in v slogu mladih, skratka govorijo o problemih in vprašanjih, s katerimi se vsi tisti, ki šele korakajo iz otroštva proti odrasli zrelosti, soočajo. Govorijo o težavah, ki mlade prizadevajo in pogosto tudi grenko bolijo. Ena največjih in najbrž tudi najbolj neznanih bolečin, ker si jo poskušamo iz naše realnosti čim bolj odrivati, je otrokovo soočanje s smrtjo katerega od staršev. V romanu Štejem čudeže avtorica Tanja Selan odpira prav to trpko temo. Srednješolka se sooča z izgubo matere, ob tem pa se privaja novi dinamiki odnosov z očetom in sestro ter sooča z medvrstniškim nasiljem v šoli. Kljub padcem in vzponom na družbeni lestvici, ki jih mnogi izkusijo v tem obdobju odraščanja in so za nekatere bolj, za druge manj usodni, ter kljub poskusu upora družbi novih navideznih prijateljev, je vzdušje romana vendarle optimistično. Vsako stranjo bolj občutimo, kako varno zavetje je vedno na voljo junakinji, bodisi v odkritih spodbudah iz materinega dnevnika, očetovih nerodnih izrazih naklonjenosti, duhovni bližini sestre Ronje, ki sicer valovi odnašajo stran od bolečine, in zanesljivi prisotnosti tete Agate, bodisi v obetih prve simpatije in nenazadnje dlaki domačega psa Ota oziroma Zlatka, saj ima Zlat karakter in njegova dlaka lovi njene solze. Nenazadnje sta tudi njena ozdravitev po prometni nesreči in sprejem v novi šoli zanjo mala čudeža, kakršne se uči videti in prepoznavati v vsakdanjem življenju. Je lahko kaj iskrenejše kot to, kar mama kot popotnica v življenju pove svoji hčerki. Mamin dnevnik sčasoma postane prostor tihega duhovnega pogovora, v katerem z olajšanjem spoznavamo, kako junakinja odrašča. Ob branju si lahko le želimo, da bi vsi mladi v podobnih življenjskih preizkušnjah imeli dovolj varno okolje in trdno podporo, ki bi jim omogočala prebrodenje težav in nudila prostor za nadaljevanje rasti, čeprav vemo, da je resnica zelo pogosto mnogo bolj boleča. Hvala lepa. Zdaj pa prepustimo besedo avtorici, gospa Selan. Nam lahko kratko orišete, kako in zakaj ste se odločili za pisanje ravno takšne zgodbe? Zato, ker sem si želela sem si napisati knjigo, ki jo bojo mogoče moji otroci, njihovi vrstniki, ali pa mogoče sama, ko sem bila pač v teh letih, ki bi me dvigala, recimo, ko bi se srečevala s preizkušnjami, ko bi me upozorila na ta črni in beli glas in opomnila na to, da korakov nihče ne bo naredil namesto nas, da moramo korakati naprej in da če tudi se zdi, da smo sami, v resnici nikoli nismo. In so me v bistvu moji otroci spodbudili, mami, usedь se pa napiš. In tako sem se usedla in napisala. Naslov romana je Štejem čudeže,
seveda ne moremo predstaviti celotne zgodbe, ampak če bi izbrali en čudež, ki ga doživi glavna junakinja, kateri bi bil po vašem izboru najpomembnejši? Najpomembnejši ta, da mora poslušati tisti beli glas. Hvala lepa, pripravili ste tudi krajši odlomek in vas povabim, da ga delite s obiskovalci in poslušalci. Težko je bilo izbrati enega, ampak ok. Zaspim med tem, ko si predstavljam, da naredi korak, še enega in nato še enega. Namesto ovčk jaz štejem njene korake. Pride k meni, Neža, spiš, me vpraša. Odprem oči in se privijem k njej kot takrat, ko sem bila majhna. Potem prižgeva lampijončke in se pod pisano svetlobo balončkov dolgo v noč pogovarjava. Pove mi vse, kakšno je življenje najstnice, kako težko mi je v šoli. Pove mi, da jutri najraje ne bi šla in dovoli mi, da vsaj en dan špricam. Pove mi, da me je danes Tadeja predvsem izpotaknila s pladne malice v rokah. Pove mi še, da sem se ji pri kosilu zlagala, da jih ne bi obremenjevala. Danes ni bil dober dan, tudi dan pred tem ne. In bojim se, da sem nehala upati, da med temi sošolci še kdaj bo. Nekdo je zaprl vrata in namesto mehkobe moje majhne postelje spet čutim trd asfalt pod mojim razbolelim telesom. Vdihi so vedno bolj neznosni in močne roke mi dvignejo. Pred očmi imam podobo mami z uspavanko na ustih, ki me speče v pižami polaga v posteljo in pokrije s posteljino Miki Miške. Njen glas je svež in poje lepo pesem, a ko jo ogledam v obraz, se jo skoraj ustrašim. Njen obraz ni več mladosten in po licih ji ne padajo več kodri. Obraz je zaznamovan s tistim stadijem 4 in modro-sivo ruto. Naslednji hip njene elegantne roke zamenjajo močne, dlakave moške roke, ki me polagajo na nosila. Sliko mami zamenja sliko modrih rdečih lučk ter moje misli predre glasen zvok sirene. To je bila Tanja Selan in odlomek iz njenega romana Štejem čudeže. Drugo nominirano delo je delo Vinka Ošlaka z naslovom Pismo Filemonu. Takole je zapisala strokovna komisija. Avtor besedila se izkaže kot temeljit poznavalec literature in filozofije in na podlagi tega je nastalo besedilo, ki ga avtor sam poimenuje roman, a lahko bi rekli roman posebne vrste, recimo esejistični roman ali celo morda filozofska pripoved. Dogaja se v večnem Rimu v 1. stoletju, ko se mesto prvič srečuje s krščanskim oznanilom, to je v času okrutnega cesarja Nerona. V to mesto pride kot zapornik pod cesarjevo zaščito apostol Pavel in se nastani v skromni hiši gospodinje Arete. Okvir zgodbe so zgodovinska dejstva, v katerih beremo v novozaveznih knjigah Svetega pisma, namreč o Pavlovem bivanju v Rimu in zavetju, ki ga je ponudil pobeglemu sužnju svojega prijatelja Filemona, Onezimu. Lastnoročno Pavlovo sporočilo Filemonu iz mesta Kolose daje dragocen vpogled v apostolovo rahločutno dušo. Zanimivo pa je tudi zato, ker je v njem predstavljeno razumevanje suženjstva. Če tudi gospodar in suženj še obdržita vsak svoj družbeni položaj, morata zdaj predvsem živeti kot brata v službi istega gospoda. In v tem novozaveznem viru je avtor našel primerno snov za meditacijo o rečeh, ki so bistvene za človekov smiselni obstoj. In o njih razpravlja s preprostimi obiskovalci, a tudi z zgodovinskimi osebnostmi, kot sta filozof Seneca in cesar Neron. Čeprav je avtorjeva debata z literarnimi osebami pogosto zelo zahtevna do bralca, pa je v mnogočem zelo pereča, saj so njegova osrednja bivanjska vprašanja kljub veliki časovni distanci sorodna izzivom današnje duhovne krize zahodnega, v navednicah, krščanskega sveta. V obeh imperijih, v nekdanjem rimskem in sedanjem zahodnoevropskem, je moralno-duhovna kriza očitna. Pavlovi pogovori se med drugim nanašajo na značaj rimske verske prakse in božanstv, seveda pa tudi na odnos krščanstva do političnih oblasti.
Zlasti na tej točki so pogovori izredno aktualni, saj gre za dialoge in meditacije o celi vrsti vrednot in perečih vprašanj z vidika vere, med njimi o milosti, krstu, svobodi, suženstvu, strahu Božjem, a tudi o oblasti in seveda o ljubezni kot največji in nikoli do kraja umljivi vrednoti. Pri tem je pisac jezikovno domiselen in filozofsko poglobljen. Avtor se izogiba zunanjim opisom ljudi in okolja, toliko zgledneje pa se posveča logiki mišljenja. V celoti lahko delo prepoznamo kot avtorjevo prizadevanje posredovati bralcem osveženo podobo krščanstva in visoke antične kulture ali kot na nek način dramatično molitev. Gospod Vinko Ošlak, to je vaše besedilo, kaj bi vi kot avtor povedali o tem besedilu in o tem, kako in zakaj je nastajal? Ja, najprej moram hvaležno zavrniti naslov avtor. Namreč latinski auctor je začetnik, to je Bog. Mi smo epigoni. Mi smo lahko malo slabši ali malo manj slabi epigoni, ampak nismo avtorji. To je prva pripomba, če se smem dovoliti. Ta tema, to pismo, to je najkrajše besedilo obeh zavez v Svetem pismu. Tako da celo večina ljudi, ki se ima za kristjane, bi lahko v nekaj letih to prebrali. Je ena tipka na stran. Hkrati je pa to povzetek vsega Svetega pisma, kar ni samo lastnost tega besedila, teh povzetkov je Sveto pismo polno. Namreč Bog je očitno skrbel tudi za to, oziroma je videl naprej, da večina ljudi ne bo imela dostopa do celote Svetega pisma. In je celo redakcijo naredil tako, namreč po Svetem duhu, da tudi če najdem najmanjši oklešček tega, lahko doživim spreobrnitev in odrešenje. To je bil Božji načrt in to se vidi, čim odpremo Sveto pismo. No, ampak seveda nekako ta tema se mi je zdela vendarle zelo zahtevna in si je nisem upal konkretno lotiti. In zdaj, ko je bil čas najbolj napet, ko je bila klet polna vode, ko je bilo vse narobe, pa preberem slučajno ta razpis v družini in imel sem še 2 meseca časa. V teh 2 mesecih sem napisal še eno knjigo, ki bo zdaj šla pri Novarju Veselovcu o slovenskem vprašanju, ali bo moj vnuk še pel slovensko pesmi naslovno po tej znani slovenski popevki. Še vedno delam na reviziji Dalmatinove Biblije celotne, tako da od dolgo časa ne umiram, ampak ne od dolgega časa. In v tem kratkem času nekako sem pač uspel, ne vem kako, to Bog boljše ve, napisati to besedilo, ki ga je seveda še treba prečesati, sam se zavedam, je še kar nekaj napak not, ampak se vidi, za kaj gre. Kaj je bilo moje osrednje hotenje? Napisati nekaj, kar je najbolj aktualno danes. Najbolj aktualno ni današnja izdaja časopisa, katerega koli, levega ali desnega, jaz tu ne delam na tem. Najbolj aktualna je še vedno Božja beseda. Ista včeraj, danes in jutri. Tako sama sebe označuje. In kdo je večji učitelj, kakor apostol? Farizej. Strog, lahko celo rečemo krut farizej, ki ga Gospod vrže s konjem. Tudi mene je vrgel, ne s konjem, ampak z mopeda, recimo. In mislim, da ni kristjana, ki ne bi bil vržen z kateregakoli vehikla, s katerim potuje po tem svetu. Mi se ne rodimo kot kristjani. Mi smo vrženi sedla takega ali pa onega, ali osličkovega, ali konja, ali česarkoli. Ampak to je naša izbira, mi se moramo sami. In to je bilo nekako vodilni motiv te knjige in seveda prav to pismo, ki ima celo politologijo, ima celo sociologijo, ima celo psihologijo, torej kar hočete, vse vede so zbrane v tem kratkem tekstu in to me je gnalo. Kaj iz tega ostalo, jaz ne vem pričuti. Če dovolite, še eno vprašanje bi dodal. Prosim, da takoj pride na recepcijo. Hvala. In sicer dodali ste srečanje apostola Pavla s filozofom Seneko in tudi cesarjem Neronom. Ja. Te 2 srečanji v Svetem pismu niste izpričani, ne vemo pa, morda sta se v resnici zgodili.
Zakaj se vam je zdelo, da ta dva Rimljana, pomembna Rimljana, eden zelo vplivan filozof, drugi seveda oblastnik, non plus ultra, zakaj one dva se srečata iz oči v oči z apostolom Pavlom in kaj je sporočilo teh srečanj? Ja, to so apostoli pozabili napisati. Jaz sem tudi svoje fantazije nekako dodal. Namreč zakaj tu gre? Mi imamo popolnoma popačeno podobo... Kuškom, lepo prosim, da takoj pride na recepcijo. Hvala. Ne, jaz ne pridem. Popolnoma popačeno podobo cesarja Nerona. Namreč zakaj so prvi kristjani mislili, da je to antikrist? Zato, ker je njegova vladavina trajala približno toliko časa, kot je v Bibliji napovedana vladavina pravega antikrista, se pravi 7 let, ker je on v svojem času vladanja prvo polovico vladal zgledno. To je bil napreden vladar. On je osvobajal sužnje. Mimogrede, on je preklical edikt svojega predhodnika Klavdija, ki je izgnal vse Jude iz imperija. Ta grozljivi cesar je to preklical in so Judje smeli biti nazaj. To se pravi, v tem človeku je bil model antikrista in on je dal takrat Judom mir, kakor bo pravi antikrist dal Izraelu mir za polovico svojega mandata. To so neverjetne stvari, zato se ne smemo čuditi, da so prvi kristjani nasedli temu gledanju in imeli njega za poleg tega. Veste, monarhi niso romantični bedaki. To so visoko šolni ljudje. Ne vem, če je znano, da je jugoslovanski prvi kralj Peter I v Londonu kot študent prevedel Miltonov esej o svobodi. Mimogrede tako, ne? Torej, to so ljudje, ki so imeli izobrazbo. Turški sultani so govorili latinsko. Politiki danes ne vejo, zakaj Turčija hoče biti v Evropsko unijo, zato ker je nadaljevanje rimskega cesarstva. Nihče o tem ne govori. To so bistvene teme. To samo tako mi ljudje. Skratka, ta cesar je pomemben cesar in je model tega, kar nas čaka zelo kmalu. Drugo, Seneca. Seneca je bil moj prvi filozof, mlad študent v Ljubljani, pisma Luciliju, to je bila moja prva lektira iz antike, potem je seveda sledil cesar Mark Aurelij, čudovit avtor tudi, ki je pa preganjal kristjane, smo pozabili. In potem šele pride Platon in vsi drugi. Skratka, Seneca je pomemben človek, to je stoični filozof, in jaz sem sam bil do ponovnega odkritja vere sam neke vrste stoik. Ko sem bil pri vojakih, so se vsi čuli, zakaj jaz tako mirno prenašam vse te neumnosti, ki so v vsaki vojski normalne. Ja, zato, ker sem bil stoik in mi je to res pomagalo. In nekaj stoicizma je tudi v krščanstvu, ampak ne kot osnovni filozofski sistem, to moramo ločiti. Tako da se mi je zdelo, da, no in o Seneku vlada neko vraževjerje, da si on dejansko dopisoval z apostolom Pavlom, ker sta bila sodobnika. Jaz ne izključujem, da sta si vendarle mogoče dopisovali, ampak ti teksti, ki obstajajo, jaz sem te tekste dobil v nemškem prevodu in sem tudi vključil nekaj iz teh tekstov, to so apokrifi in to je razkril šele Erasm Rotterdamski. To se pravi človek, spet zanimiva figura cerkvene zgodovine, ki je ostal katoličan in je vendar vsaj dedek, če ne oče reformacije. Brez njega ni reformacije. Brez njega ni ljudskih prevodov svetega pisma. No, to je zdaj že pišem nov roman. Vsekakor vas sedaj prijazno vabim, če lahko en odlomek preberete iz svojega dela. Besedilo, ker... Je. Aha. Vse bo zelo kratko. Do večerje bomo gotovi. Začetek drugega poglavja, če se ne motim. No, namreč ta roman je narejen tako, da so verzi tega originalnega pisma, torej, Filemonu, so hkrati naslovi poglavij. Teh verzov je 25, tako ima roman 25 poglavij in vsak ta verz je naslov novega poglavja. No in naslov tega poglavja je, to je prepisano iz svetega pisma, sestri Apiji, najnemu sobojevniku Arhiposu in cerkvi, ki se zbira v tvoji hiši. To je naslov drugega poglavja. No, on tako pravi.
je Pavlos, namreč jaz pišem imena po grško, imena kristjanov pišem po grško, imena rimskih pa po latinsko. Ne. V Bibliji v prevodu je drugače. Ne. Je Pavlos z nerodnimi prevelikimi črkami, namreč zakaj, ker je imel težave z očmi, to vemo iz Svetega pisma. Ne. Pustil saje svojega črnila, jaz sem šel študirati, kako so črnilo delali, ne. Tako da zdaj bi ga jaz znal narediti na papirusu. Spet, ne spet, še vedno je imel pred seboj te obraze, na katerih ni bilo zgodb pritoževanja, čeprav so razlogi za pritoževanje namreč še kako utemeljeni, najbolj razširjena roba v vsem cesarstvu. Basileja, ton, romajon, kakor mu rečejo po grško, od tam, kjer sonce vzhaja, kjer ne razumejo več perzijsko, do tam za Hispanskim morjem, kjer gre za ton. To je obzorje Pavlovega misijona. Od Hadrianovega zudu na Albionu, Albion je latinsko ime za Anglijo, otoku onkraj morske ožine, kjer je konec Galije, pa do bregov Evfrata v Siriji, vse, kar je bilo okoli Mare Nostrum našega morja. Samo še en stavek. Pavlos je bil do ženskega elementa zadržan. Ne, ker ga ženska ne bi mikala, ampak ker ga je ženska mikala. Ko je zdaj zapisal njeno ime, Apija, ga njegova previdnost, njegova skepsis ni mučila, saj v njej videl in v njej doživel obe sestri v enem bitju, Marto in Marijo. To je ta zgodba Jezusova obisku pri Marti in Mariji, kjer je ta znamiti stavek, eno je potrebno. Ne? Ves evangelion pa pod eno tuniko, v eni osebi združen. Imela je vedno vse na svojem mestu in nihče ni imel občutka, da jo moti, kadar kaj reče, pri njenem postavljanju reči na ustrezno mesto. Bila je pri posodah, a je poslušala, kakor da sedi pri njegovih nogah. V posode je dajala, kar je sužnja Altaja prinesla z vrta. V srce in glav pa je dajala, kar je on, Pavlos, povedal. Tudi če ni govoril naravnost njej. In v resnici skoraj nikoli ni govoril naravnost nikomur, ampak vsem, tudi tem, ki jih tam ni bilo. To je goljufija in vrlina pisane besede, se mu je zbralo v hipen domislek, kako da bi moral imeti slabo vest, da je povedano še isti večer ali pa čez nekaj dni zapisati. To je torej roman Pismo Filemonu Vinka Ošlaka. No, tretje nominirano delo pa je bila pesniška zbirka z naslovom Asimptote, ki jo je poslala gospa Lucija Mirkac. In prosim gospoda Toneta Rodeta, da prebere obrazložitev komisije. Hvala lepa. Pesniška zbirka z naslovom Asimptote je očitno delo precej veščega in plodovitega avtorja oziroma avtorice, ki je za povrh suverena tudi v pesniških odlomkih, zapisanih v tujem, poljskem jeziku. V zanimiv kontekst nas postavlja že kombinacija naslova in podnaslova. Dovolj ti je tvoja milost. Asimptote je namreč izraz, ki ga poznamo iz geometrije in pomeni premico, ki se približuje krivulji, ne da bi jo dosegla, podnaslov pa je svetopisemski, vzet iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Pesniška zbirka je sestavljena iz 4 vsebinskih sklopov, v katerih se spretno prepletajo raznovrstne pesniške forme. Uvaja pa jih pesem z naslovom Kontemplacije, katere prvi vers daje ton celotni zbirki kot besedilu o iskanju in soočanju z bistvenem v življenju, s čimer pa se vsak spoprijema le najglobje sam v sebi, v tišini. Koraki se začenjajo v tišini in tako razvije bogatejše notranje življenje. V tišini išče pesnica svojega pravega sogovornika in zaključuje, da se prvi koraki začenjajo v tišini, a vendarle z besedo, tudi pesniško besedo, ki je v svoji imaginativni in ustvarjalni moči najbrž še najbolj podobna stvariteljski besedi očeta. Prvi vtis je, da se avtorica odloča za nesodobna razmišljanja, saj v spretnem preletu tudi pesmi, katerih naslovi izražajo impresijo iz sveta,
jasno govorijo o svetu onkraj, o duhovnem svetu. Tudi s svetopisemskimi podobami odločno vstopa v naš svet, ki se tako rad obrača stran od razprave o Bogu. Zakaj torej Asimptote? Pesem, ki daje naslov celotni zbirki, se pojavi precej na koncu zbirke. Njena govorica je zahtevna in mestoma celo prisili vestnega bralca, da požene spletni prevajalnik za spretno umeščene norveške fraze. Uvodni vers nas požene v vrtinec pod nebo, pod obok duhovnega sveta, ki se mu bliža in se od njega oddaljuje, kot zavesa na skrajnem robu odtajanih brežin. V zavesti lastne telesnosti in minljivosti, saj jaz, drobna kepa gline, bedim in grem v čakanje mladike. A suhe korenike odtaja dež pomladi, ko vse mine. Naslov zbirke torej lahko razumemo kot prispodobo duhovnega življenja, v katerem ne prenehoma nihamo med hlepenjem po popolnosti in zavedanjem lastne grešnosti. Ali kot je Pavel nadaljeval svoj stavek, Gospod mi je rekel, dovolj ti je moja milost, moč se namreč v slabotnosti izpopolnjuje. Zelo rad se bom torej bolj ponašal v svojih slabotnostih, da bi se nad menoj naselila Kristusova moč. Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Asimptote so torej razmišljanje o omenjenem, a so še mnogo, mnogo več. Hvala lepa. Gospa Mirkac, iz svoje izkušnje dela v založništvu vem, da je za člane strokovne komisije bistveno težje napisati recenzijo pesniške zbirke kot nekega proznega dela, vsaj običajno je tako. Zato, ker je pesniška govorica po lastnem značaju, po notranji vsebini nekoliko drugačna od govorice proznih besedil. Bi rekli, da je strokovna komisija pravilno zadela vsaj kakšen vidik vaše pesniške zbirke? Ja, vsekakor. Ta bistveni vidik se mi zdi, da je bil zajet samo obrazložitev. Je pa seveda sam naslov Asimptote do neke mere povezan tudi z zgodbo o tem, kako je ta zbirka nastala, ki ga pa seveda niste mogli poznati, ne. Namreč ta zbirka je dobila naslov, ki sem ga silno želela dati svoji magistrski nalogi, ampak mi niso pustili, ker ne sme biti metafora. Kar je namreč magistrirala sem iz upesnjevanja neizrekljivega in ves čas, ko sem to nalogo pisala, ki je bil en tak dokaj hud intelektualni zalogaj, ker je bilo treba zagrist v kar nekaj filozofije, teologije, jezikoslovja, literarne zgodovine in tako naprej, mi je pravzaprav porajalo neka številna vprašanja, ki jih pa v tisti spoznavni tekst preprosto ni šlo vključiti. In jaz to zbirko na nek način imenujem stranski produkt svoje magistrske naloge. Je malo smešno, ne? Ampak v resnici na nek pesniški način upesnjuje ravno tisto, kar sem na neki spoznavni ravni poskušala dokazati v svojem magistrskem delu. Namreč ravno to, kako se lahko ljudje z svojo nepopolnostjo v izrazu, recimo Bogu pač ves čas nekako približujemo, popolnoma približati se mu pa pravzaprav ne moremo, ker je čisto vsak izraz pač premajhna, ne. In recimo apofatična filozofija, ki se s tem povezuje, pač iz tega pač nekako predvideva potem dve možni rešitvi. Prva je nek gost izbruh besed, ne, ki se mogoče malo odraža tudi v dolžini te pesniške zbirke. Druga možnost je pa tišina, ne. In Asimptote tule so pravzaprav na nek način kolebanje med tem dvojim. Vaša pesniška govorica je, kot je ugotovila tudi komisija, precej jasna, izrazita,
profesionalna, če smem tako reči. Izkazuje se, da to ni vaša prva pesniška zbirka, kar nekaj objav ste bili že deležni. Po vašem, torej vas lahko imenujemo pravo pesnico na nek način. In po vašem mnenju, kakšna je moč pesniške besede v svetu danes? Zlasti v slovenskem kulturnem svetu, recimo. Ja, z ozirom na dejstvo, da poezijo dan zelo redko kdo bere, bi človek lahko bil pesimističen, ampak se mi zdi, da zlasti v zadnjih letih, ko ogromno delam z mladimi, pa se z njimi srečujem, opažam, da po drugi strani je pa poezija nekaj, s čimer se dejansko da na nek tak nenavaden način, z njeno kratkostjo, jasnostjo, denatostjo in konec tudi neko intelektualno izzivalnostjo, se jim da približati. Je pa po drugi strani poezija, za razliko od, ne vem, proze, ki jo mimogrede tudi pišem, nikakor ne v kakršnem koli slabšalnem smislu, ampak je pa poezija tisto, kar pravzaprav bolj vzbuja neko čutenje, kot pa zgolj neko intelektualno premlevanje. Se pravi, pravzaprav prek čutenja nas usmerja nekam, na neki kaže. In se mi zdi, da to je pa tisto, kar je fascinantno in izzivalno pri poeziji in zaradi česar mislim, da poezija vsekakor ima zelo pomembno mesto v svetu in si bi skoraj upala trditi, da ga bo na nek način imela vedno bolj. Hvala lepa. Smem sedaj tudi vas poprositi, da z nami delite kakšen odlomek besedila. Ja, tudi jaz sem imela nekih težav pri odločanju, kaj izbrati. Ampak potem se mi je zdela pač tista najbolj enostavna rešitev to, da začnem na začetku. In preberem prvo pesem iz triptiha Kontemplacija. Koraki se začenjajo v tišini, za sivim pragom, ki se staplja van, za senco, kjer obmolknejo spomini in tihi tok se spaja s kožo sanj. Za sivim pragom, ki se staplja van, se roke iztegujejo v globino in tihi tok se spaja s kožo sanj, ko val odlaga prot v naplavino. Se roke iztegujejo v globino, nekdo potiho dlani steza iz nje. Ko val odlaga prot v naplavino, se v kalno plitvost vode skrije ime. Nekdo potiho dlani steza iz nje, a spijo sivi sen na prodnem bregu, se v kalno plitvost vode skrije ime in sivi prod se skrije v prhlem snegu. A spijo sivi sen na prodnem bregu, zamrzne rečni breg in z njim gladina, in sivi prod se skrije v prhlem snegu, za vrati bele skorje spi tišina. Nekdo sedi za belo skorjo vrat, za senco, kjer obmolknejo spomini. Nekdo v sneženju čaka na pomlad, koraki se začenjajo v tišini. In to, spoštovani obiskovalci, je bil še odlomek iz tretjega nominiranega dela pesniške zbirke Asimptote avtorice Lucije Mirkac. Tako, sedaj smo vsaj bežno spoznali vsa tri nominirana dela, skrajni čas je, da podelimo priznanja vsem trim nominirancem in tudi razglasimo zmagovalca ali zmagovalko. Naj pa ob tem pozdravim tudi druge nominirance, ki ste morda navzoči na tejle prireditvi. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in vse, ki vas doseže glas o tem literarnem natečaju, z veseljem vabimo, da sodelujete na prihodnem literarnem natečaju za nagrado Svetlobnica, ki se odpira danes in katerega rok, torej zaprtja, bo jeseni prihodnje leto, razglasitev pa na prihodnem Slovenskem knjižnem sejmu. Kot rečeno, nagrajeno delo bo izšlo v rednem knjižnem programu naše založbe prihodnje leto. Ni pa izključeno, da ne bi išli tudi drugi dve nominirani deli, namreč uredniški odbor založbe je vzel na znanje ocene strokovne komisije in bo to vsa tri dela presojal v
v luči teh ocen in zmožnosti za morebitno knjižno izdajo. Tako, sedaj pa vabim gospoda direktorja, da podeli prvo priznanje za nominacijo na letošnjem natečaju za nagrado Svetlobnica, in sicer gospe Tanji Selan za roman z naslovom Štejem čudeže. Drugo priznanje za nominacijo na letošnjem knjižnem natečaju prejme Lucija Mirkac za pesniško zbirko z naslovom Asimptote. Tretje priznanje za nominacijo na letošnjem knjižnem natečaju za nagrado Svetlobnica in tudi laskavi naziv zmagovalca in prejemnika literarne nagrade za letošnje leto pa je, gospe in gospodje, gospod Vinko Ošlak za delo z naslovom Pismo Filemonu. Tako, vsem trem nominirancem še enkrat čestitke za vaša odlična dela. Člani komisije, verjetno mi moja kolega ne bosta zamerila, če v imenu celotne komisije izrazim zadovoljstvo in veselje, da smo smeli brati vaša razburljiva, zanimiva, navdihujoča dela. Čestitam vam za vašo ustvarjalnost, zahvaljujem se za vašo navzočnost na današnji prireditvi, zahvaljujem pa se tudi vam, spoštovani obiskovalci, za obisk tele razglasitve.